Danes bomo unboxali in preizkusili najcenejši gaming headset iz ponudbe JBL Quantum, in sicer je to model 100. Ta je po specifikacijah zagotovo boljši od vse konkurence v tem cenovnem razredu, saj se ponaša z velikimi 50 mm zvočniki v notranjosti vsake slušalke, ki ima frekvenčni odziv med 20 Hz in 20 kHz, ter z relativno nizko impedanco 32 ohmov in visoko vhodno močjo 20 mW, zagotavlja, da boste lahko dovolj glasno slišali vsebine tudi na napravi, ki oddaja relativno tih signal, kot so telefoni ali slabše zvočne kartice na prenosnikih. Kar se tiče mikrofona, je le-ta relativno občutljiv s frekvenčnim odzivom od 100 Hz do 10 kHz. Pri boljši izkušnji, kjer se bo manj slišalo dretje vaše okolice, bo pomagal usmerjen vzorec zajemanja zvoka, torej directional audio v angleščini, in pa če boste želeli brez da govorite, lahko mikrofon fizično odstranite oziroma iztaknete iz slušalke. Pri preizkušanju teh nižje cenovnih izdelkov je vedno potrebno upoštevati pri presojanju kvalitete ceno. Tako Quantum 100 nima lepega okna, s katerim bi lahko izdelek pogledali v najbližjem Big Bangu pred nakupom, niti nima 101 kabla in adapterja ali pa celo vrečke, ker jih konec koncev niti povprečen potrošnik rabi ne. Na koncu je potrebno zagotoviti zadovoljivo igralno izkušnjo, kvalitetno izkušnjo nošenja in seveda vzdržljivost. Celotna izdelava Quantum 100 je precej plastična, celo nekoliko preveč lahke so na moji glavi, kar je za tiste, ki jim težki headseti povzročajo preglavice, super novica. A po drugi strani nekoliko dvomim, da bi Quantum 100 zdržale, ko bi jih enkrat brutalno zabrisal v steno, ko izgubim v 1v1 fightu. No, verjetno je to bolj moj problem kot problem JBL Quantum 100. Celoten izgled je odličen. Mat črna plastika, ki jo dopolnjuje črn PU leder, torej imitacija usnja na ušesnikih in na glavnem traku, sicer brez svetlobnih efektov kot na Quantumovih dražjih headsetih, a za navdušenca nad videoigrami, ki šele vstopa v svet gaminga, več kot dober začetek, saj podpira tako PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, mobilne naprave Mac, kot tudi VR, saj se na naprave povezuje z priloženim, neodstranljivim 3,5 mm TRRS konektorjem. In tu je potrebno izpostaviti, da v tem cenovno ugodnem rangu raje vidimo, da proizvajalec omejena sredstva, omejen budget nameni dobremu zvoku, kot pa flashy RGB osvetlitvi ter za nič zvoku. In JBL Quantum 100 je direkten dokaz te filozofije. Saj med tem, ko nima toliko lučk, jim je notranjost uspelo spraviti resnično velike 50 mm driverje, ki so prilagojeni prav za gamerje z JBL Quantum Surround Signaturom, kar je verjetno v praksi le nekoliko prilagojen equalizer, ki pa zagotovi močnejše base in pa seveda zelo dobro slišne tiste višje srednje tone, kjer so koraki, kjer je pogovarjanje naših teammatov, in ta celotna izkušnja je podkrepljena z Dolby Digitalom, ki skupno ustvarja resnično kvalitetno zvočno sceno. Skratka, če iščete cenovno ugoden gaming headset, ki vas bo navkljub nizki ceni navdušil tudi z zvokom, so JBL Quantum 100 resnično prava izbira. Ne pozabite subskrbati, lajkati, komentirati in te vse glavne stvari, obiskati naše spletne strani na www.gamegang.si in se vidimo v naslednjem.